Gasilke in gasilci zbrani v Podgorcih so tekmovali v dveh disciplinah. Ena je bila vaja z motorno brizgalno, druga pa met vrvi. Na letošnjem drugem tekmovanju za pokal prostovoljnega gasilskega društva Podgorci je sodelovalo 19 gasilskih enot. Od tega je bilo 10 moških in 9 ženskih. Takšna tekmovanja seveda pomenijo preizkus spretnosti gasilk in gasilcev ter še veliko več. V prvi vrsti so tekmovanja, priprave na tekmovanje del izobraževanja v gasilstvu, potem v drugi vrsti pa tudi druženje in pa, neki tekmovalni duh med gasilci, ki se potem ustvarja. Na kakšen način gasilska zveza vzpodbuja takšna tekmovanja? Zdaj, organizatorjem tekmovanj v naši gasilski zvezi dajemo neko finančno pomoč oziroma nekaj sofinanciramo to tekmovanje, drugače pa moralno in jih spodbujamo, nagovarjamo k temu, da bi se tega čim več udeleževali. Bi pa z veseljem povedal, da imamo v gasilski zvezi Ormož v tem trenutku dve ekipi, to sta ekipi Podgorci in pa ekipa Svetkovec, ki sta v zadnjem času dosegale izjemne rezultate na tem področju in sodita, v vrh slovenskih tekmovalcev. To pa je bila prostovoljnemu gasilskemu društvu Podgorci tudi vzpodbuda za organizacijo gasilskega tekmovanja za pokal prostovoljnega gasilskega društva Podgorci. Kar smo ustanovili pred 3 letami oziroma 4 letami eno skupino fantov, člansko ekipo A, in so začeli veliko nastopati po tekmovanjih, dosegali so dobre rezultate. Zato smo se mi v Podgorci odločili, da bi lahko priredili same to tekmovanje. Že na lanskem prvem tekmovanju je sodelovalo 9 enot, letošnjih 19 pa podgorski gasilci štejejo za izjemno visoko udeležbo. Glede na usposobljenost vseh sodelujočih enot na tekmovanju, ocenjevalna komisija oziroma sodniki niso imeli enostavnega dela. Komisija mora paziti pri takšnih tekmovanjih na pravilnost, da se vaja pravilno izvede na vse pomanjkljivosti, kaj so pomanjkljivosti, kaj so kazenske napake, sodimo pač kazensko napako. Nam lahko opišete, v čem pravzaprav tekmujejo, kako poteka vse skupaj? Vaja poteka v spanju sesalnega voda, polaganje B voda in polaganje C voda. Sta 2 napadalna voda z 9 gasilci. In v kakšnem času je pravzaprav možno to nalogo opraviti? Možnost je veliko. Trenutno se najboljše ekipe gibajo tam okrog 33-34 sekund, kar je zelo, zelo dobro. No in na kaj ste vi recimo kot predsednik komisije najbolj pozorni, vi osebno? Jaz osebno, sem pozoren na vse pomanjkljivosti, ker ne smem biti pristranski, če si pristranski, ne moreš biti sodnik. Med člani so se najbolje odrezali in tako osvojili prvo mesto in prehodni pokal enota prostovoljnega gasilskega društva Tinje. Drugi so bili člani enote prostovoljnega gasilskega društva Cvetkovci, pred enoto prostovoljnega gasilskega društva Šratovci. Med gasilkami so prvo mesto osvojile članice prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše, druge so bile prostovoljno gasilsko društvo Majšperk in tretje članice prostovoljnega gasilskega društva Gabrnik. Prve 3 enote v vsaki kategoriji so prejele pokale, prva enota v moški kategoriji pa prehodni pokal. Člani prostovoljnega gasilskega društva Podgorci verjamejo, da bodo enako uspešno tekmovanje lahko pripravili tudi prihodnje leto. Prostovoljno gasilsko društvo Podgorci v tem času šteje 116 članov. Je gasilsko društvo prve kategorije in ima 22 operativnih članov. Z opremo in z vsem potrebnim za opravljanje svojega poslanstva so zadovoljni. Le nekaj obnovitvenih del na svojem gasilskem domu želijo opraviti v bližnji bodočnosti.
Sedaj se gledamo, da bo Mateja Podolcar. Seveda želimo, da so še hitrejši in pa da